Menim, da trajnostna poslovna transformacija ni več zgolj izbira pa stvar odločitve, ampak postaja nuja. In slovenska podjetja se morajo odločiti za to nujo in stopiti na pot trajnostne transformacije čim prej. In today's world, companies need to assess their impacts on society and need to develop business models that minimize those impacts and actually create value for the whole society. Pri pripravi trajnostnih poslovnih strategij se vedno soočamo z tremi ključnimi vidiki. Ko razvijamo svoje modele, govorimo o okoljskih vidikih, ekonomskih vidikih in pa družbenih vidikih. Moto naj bo, da če bomo korektno in pa pošteno delali in oddelali vse zadane aktivnosti povezane z okoljskih vidikov in pa družbenih vidikov, se nam ni bati za ekonomsko uspešnost podjetja, torej da podjetje dolgoročno ne bo uspešno in raslo. Vsake spremembe, ki se lotevamo v vsakem podjetju ali pa v vsaki družbi, je po moje navdušiti svoje sodelavce, da čutijo potrebo, da se res morajo sami nekako spremeniti, da bojo zadevo izboljšali. Če smo dosegli to, potem je od tu dalje bistveno lažje. Vsi se zavedamo, da so spremembe potrebne. Žal prevečkrat mislimo, da se morajo drugi spremeniti, ne pa mi sami, ampak edina sprememba, ki je možna in ki ima neki dolgoročni učinek, je sprememba preko nas samih, našega obnašanja, in potem se bo spremenilo tudi vse okoli nas. Kadar je vodstvo na en način komunicira neke vrednote, kaže pa v dnevnih vedenjih druge vrednote, se pravi, ko so vedenja niso usklajena, potem to vnaša med zaposlene zmedo, kajti kot mali otrok, ki gleda svoje starše in se proba od njih učiti, kaj je tisto, kar je želeno od njega in kaj ne, da bo dobil informacije o svoji vrednosti, tako tudi zaposleni gledajo svoje vodstvo in iščejo pri vodstvu potrditve za svoje vedenje. Program trajnostne transformacije smo se odločili za to, da bomo v podjetju spremenili ključne poglede in razmišljanja, predvsem na eni strani vodstva, sam osebno, in pa tudi ključnih ljudi, in na drugi strani vključili tudi vse zaposlene in pa s tem pridobili, bom rekel, tudi nove poglede in nove videnja vseh zaposlenih. As a tobacco company, our main impact on society is the harm caused by our products. Therefore, in order to be sustainable, we need to transform. We need to transform to replace cigarettes with less harmful products. This is what makes sense for consumers, this is what makes sense for society in general. In this sense, we're not different from any other company. Spirit Slovenija ima intenziven program, ki ta proces tudi podpira, tako da vabim vsa podjetja, ki verjamejo v to, da so spremembe pred vrati in na spremembe se je treba pripraviti pa tako, da začnejo vse te trajnostne vidike poslovanja, se pravi odnos do okolja, odnos do ljudi, odnos do skupnosti, v kateri delujejo, tako skombinirati in upeljati v svoje poslovanje, da bodo na koncu tudi poslovni učinki pravi in bodo s tem v globalnih verigah vrednosti izboljšali svojo pozicijo in skreirali res pravo vrednost svojih produktov ali pa storitev.